Dobro jutro, dober dan, a tole snema. Jaz upam, da ja, da ne bom zdaj pure v praznost čvikaču. Kako ste, banda? Včeraj sem hotel se dati live, pa ne šlo. Je psička me, namesto da bi šli skupaj domov, ne, jo je ona odglajzala. In med tem časom, ko sem jaz špago ven vlekel, da jo bom prvezal, in je šla. Je, ne moš verjeti, lisička mala. Ampak vse je prav. Naš live je zmotila, zato ker ima ona svoj live. Ne. Vse je prav tako. Upam, da imate tudi vi svoj live, pa da ga izžarevate, oziroma da ga živite. Ne, da ste zdaj zabubljeni, pa se tresete, kaj da bo, pa nas bo do septembra cepili, pa obvezno bo štala, pa ne vem kaj. Nehajte s tem sranjem, to sem že milijonkrat povedal. Treba je živeti. In jaz sem rekel, da se portali odpirajo, to pomeni, da se bo en krog odprl in puf, bomo vsi odleteli. Ne so to taki portali. Portal si jaz predstavljam tako, da se ti življenje sestavi skupaj, da vse, kar si v življenju počel, tisto, kar vas učim, da dajte pogledati po sebi, kdo ste, kaj imate radi, kaj vas izpopolnjuje, v čem ste, po čem hrepenite, kaj najraješ počnete. Te stvari so tiste, jaz upam, da ne piha preveč, da ne dela po mikrofonu. Skratka, tiste stvari, ki jih imate najraješ, ki vas izpopolnjujejo in te bodo, tle pridemo zdaj do portala, kjer rečemo, to in ti si zdaj pa sestavljen, to je pa tvoj portal, kjer se tebi sestavi življenje. Ne? Zdaj bom dal spet svoj primer, ker jaz moram vse na svojih primerih, da me pol ne drajsajo tle neki narcisi, ki imam ver za tole. Ne? Jebem ti in veri, se že 2 leti pregovarjamo, vaši veri gore dole. Ne? Jaz sem ver, moja izkušnja lastna je ver. Ne more biti zdaj pa novinarka pa urednik, ne vem, katerega programa neki. Pa se meni tle piše tudi ura, koliko časa se snemam. Odlično, vse imam pod kontrolo. Jaz vam bom iz svojega primera povedal, da sem rad tabornik, da rad imam glasbo, rad imam naravo, rad imam ptice, rad imam pse, rad imam morje, rad imam preprostost, mene recimo bogati avti ne trzajo, ne da ne bi imel dobrega avta, ampak škoda ga je, zato kjer bi ga jaz vozil, tako da boš da kakšnega starega, ampak ja, kvaliteten. Mislim, da sem 18 let starega BMW-ja vozil, ni da nisem jaz bil, malo manj kot traktor, pa jaz sva se šla. A on gre, jaz pa ne morem, pa sem mogel dokazovati spet, ne, Tušič mora zmeri vse dokazati. Meni so se sestavljale te stvari tako na tak način, da se je cel ta seštevek stvari zgodil v eni točki, bom rekel točki fizično na tem planetu in točki, kjer se tudi z odnosi sestaviš in kjer se sestaviš v točki, da tle pa končno se lahko izpopolnim oziroma polno izrazim. Vse tisto znanje, ki sem ga naberal, izkušnje, se tle lahko sestavijo. In jaz sem v tem trenutku tukaj, kjer se stvari so sestavljale. To je zame moj portal. Portal je nič drugega kot ugotoviti, da si na pravi točki. Zdaj pa, če boste vi doma ždeli, pa hodili še v službo, pa nazaj domov, pa v službo, pa nazaj domov, pa boste težko raziskovali, kje je ta vaš portal. Ker portal najdete približno, tako bom dal spet en mogoče malo glup primer, tako kot gobo, a veste, vi iščete, ne, po gozdu greš in zdaj so gobe ali ni gob, ne, zdaj pol malo na luno še poštudiraš, ampak ti ne veš, kje gobe so. Lahko imaš nek teritorij, ampak dajmo vzeti povprečnega gobarja, ne, ki reče zdaj, vsi naberajo jurčke, tako da jaz bom tudi kakšnega najdu. In greš, je rekel Mojzer, in greš in najdeš. Kaj najdeš? Ja, mušenco. Ja, drek, mušenca ni tvoj portal. Ne. In greš in najdeš lisičko. Ne, če še dobro, lisičke še jem, ne. Lisičko pa bom. Mušence nisem, lisičko bom. In najdeš pol marelo. In rečeš, tudi marelo lahko spohamo, pobereš še marelo v košaro. In pol zagledaš prvega jurčka.
tvoj portal se odpira. Ne? Na tak način. Joj, povej! Ja! A boš kofe? V portalu se ne rabiš dosti matrati. A boš kofe? Seveda ga boš. Soseda me kliče na kavo. The best! Ekipca, življenje je mnogo bolj simpel, kot deluje. Kot so nam ga predstavljali. In off-grid, se pravi iz omrežja, naj si bo električnega in internetnega in vodovodnega, je prvi korak k sebi. Se pravi, stran od njih k sebi. Jaz sem rekel, bežite stran od toksičnih ljudi, bežite stran od toksičnih situacij in pejte poiskati tisto, kaj imate vi radi. Pejte iskati te jurčke. In ko boste najdli prvega, boste imeli drugega, jih boste imeli 15 in na koncu boste jih imeli jurčkov najverjetneje polno košaro. Ker takrat, ko zagledaš prvega jurčka, on nikoli ni sam. Nikoli. Jurček ni tako. Jaz sem jurček, pol pa ni 2 kilometra okrog nobenega. In to gobarje dobro poznajo, ta trik. Tako da, dajte vi, prosim, delite kar čte še enkrat, ne? Ampak portal se ne bo odprl, če boste vi ležali pa gledali fuzbal tekmo, pa čakali, kdaj vas bo portal pritegnil po glavi. Bo vas pritegnila kakšna depresija, anksioznost ali kaj takega, ne bo pa vas pritegnil portal, poln ljubezni, miline, bom rekel, te atomske energije, kjer ste sposobni v kratkem času narediti enormno mnogo stvari, vendar klinc pa njihova pravila. Jaz delam stvari po mojih pravilih. Po pravilih, bom rekel, skupnosti, kjer se, po skupnosti, pa sej smo družba, kaj ne? Ne moramo se kar srati, kjer nam pade drek iz riti, a ne? Zmenili smo se kot družba, da bomo srali tam, in kot družba smo se zmenili, da pač z vodo varčujemo na tak in tak način. Dokler pač ne pade prvi dež. Do takrat moramo pa mičkam bolj paziti. Ne? In watch the water. Je stara fraza, ki nam jo je Trump nastavil. Izsušujejo se tla, izsušujejo se reke. Kaj sem že zadnjič slišal? Da so, uderajo se tla, kar površina se kar udre in pol 200 metrov dol pa voda. Ampak so šli strokovnjaki noter, ni nič tacga, sem dolje pač voda. Valjda ti strokovnjaki ne guzijo s milijardo laži, tako da jaz tim ne verjamem prav dosti, da voda je, ja, ampak kaj dosti drugega pa ne verjamem, da niso odkrili nič, ker morajo skriti nekaj, ne? Ker skrivajo kas svina. Mediji probajo vas zapeljati stran od vsega realnega, in žgejo s svojimi bedarijami in norostmi in ne jim prisluhniti niti za milimeter. Jaz vsakeč, ko mi kdo kaj pošlje pa še eno stvar, ne mi pošiljati čist nič iz mainstream medijev, razen če ste ugotovili, da že govorijo resnico. Boli me, kaj piše mainstream, ker sem vam že 1000krat rekel, ne ga brati. Še celo knjig vam ni treba brati. Manj je več, berite meme, boste dobite malo. Ne se z velikimi, debelimi stvarmi ukvarjati, ker življenje je strašno enostavno. Probam jaz to nekako aplicirati z kekcom, ne, on res se ni ukvarjal s kozmičnimi, ne vem kaj, pa z raznimi tehnikami doseganja ne vem česa. Živi, bodi, uživaj, deluj in boš srečen. Kako je že zapel? Piskaj, vriskaj pesmi, žvižgaj, pa lahko boš srečo ujel. Ne? Ja, srečo se naredi, srečo se ujame, srečo se najde, če jo iščeš. Ne? Zdaj sem 3 komadi so mi šli skozi glavo. En komad pravi, welcome to my world, dobrodošel v moj svet. Potrkaj in vrata se ti bodo odprla. Vprašaj in izvedel boš, išči in našel boš. Če pa ne iščeš, če pa ne potrkaš, če pa ne, kaj sem rekel, iščeš, potrkaš pa vprašaš, pa ne boš dobil odgovora, če nisi postavil vprašanja. Tu sem vam že večkrat rekel, dajte postavljati, majke mila, vprašanja. Vprašanja o vsem. Sprašujte se o vsem, nič ni zdravo zagotovo. Zdravo zagotovo v tem smislu, zato ker neka informacija, neko vedenje, neko spoznanje nekoga, naj si bo moja ali pa od kogarkoli,
je lahko samo start point za spoznanje skozi vaše življenje. Kako jaz živim, kaj jaz imam rad, kje se počutim doma, ni enako kot vi. Pa vam dam primer, jaz se dobro počutim ob vodi, zato ker sem po feng shuiu baje les, pa me voda podpira, a ne. Pa ogenj rabim, in se pogledam voda pa ogenj pa piči skupaj. Bil sem riba včasih po horoskopu, pa sem spremenil astrološko znamenje zdaj v ribiča, tako tisti, ki še ni obveščen, tako da tudi vam svetujem, da se iz žrtve podate v lovca, pa ne lovca. Ampak Paulo Coelho je rekel, če hočeš z lokom izstreliti puščico, moraš potegniti lok nazaj, da pol odleti puščica. In tudi vaše življenje, če vas potegne nazaj, naj vas povleče nazaj do točke, kjer vas bo odkatapultiralo v kozmos. Kakšen zdaj kozmos? Ne, ni to kozmos. Gre za naše prvotno stanje. Mi smo bili iz našega prvotnega stanja umetno odstranjeni. Ja, naše duše, a sem to že razlagal, v obdobju tam Lemurja, Atlantide, katerega tu negdje, so bile na stopni 14-letne deklice. Naivne, zvedave, navihane, si predstavljate 14-letno deklico, nič jo ne skrbi, ona bi bila rada lepa, vse je dobro, če je rada kaj pojedla, ker je bila itak sliva, marelca, breskve, grozdje in melona, je bilo vse tam. Če je rabila piti, je šla do izvira in za vse ostalo je bilo. In tu negdje se je pojavil, zdaj pa ne vem, je bilo to nekih 12 mest, 13. mesto so zasedli pa zdaj ti reptili, entitete, ki so te uboge punčice zavrtelo okrog prsta takoj. Ta neki ritual, zakaj otroci, izvira prav od tam. Zato so ta drhal, reptilska, je v bistvu te duše, ki so bile kot 13-letna deklica, se pravi v telesu velikega človeka, bom rekel ženske ali moškega, to naivno dušo so komot okrog prinesle in so jih hteli kar pobiti in so jih, in tle gre za njihovo žrtveno jagnje, da pač te dušice pobijejo vse. Sik, no in takrat se je za obstoj planeta morala zgoditi nadgradnja te 14-letne duše duše, ki izgleda kot 14-letna deklica, zgraditi v bojevniško dušo, da se zna upreti in reči, halo, stari, dosti je. In tle vas jaz učim integriteta, dajte se postaviti zase, bodite bojevniki, ampak bojevniki boste postavili šele, če boste vedeli, za koga se postavljate, kaj branite, 14-letno dušo, vi morate otroka v sebi imeti, ampak ta otrok mora biti tudi očuvan od našega, bom rekel, kako če pa zdaj reči, mi moramo tega otroka vzdržati, živeti ga. Bojevnik je samo zato, da tega otroka brani. Ampak point življenja pa je, da se izžarevaš kot 14-letna duša. Ja, predstavljajte si 14-letno dušo, ko še jih niso cepili, indoktrinirali, ko niso mame dale teh otrok v vrtce sistemu, da jih je narobe vzgojil šola, faksi, diplome, službe in pa ostale podkupnine. Podkupnine so tudi kar dobra fora, da so v bistvu duše maltretirale duše. Kaj tacga, grozno. Skratka, smo v največji vojni. In ta vojna gre proti koncu, mi bomo prav v kratkem priča razpadu vseh vlad. Ena za drugo bodo popadale, ker v bistvu že zdaj drugega izdajajo, tudi pri nas, bodo začeli obsojati, do zdaj so obsojali nas, da smo mi krivi, ki smo šli protestirati, da se virus širi, zdaj pa so pogruntali, da v bistvu je tudi tak na sosednjem stolu v parlamentu sedi kriv nečesa. In zdaj se bodo oni sami sebe izdali, ker so zabiti. Vi pa ste, mi pa smo pametni, intelektualni in imamo intelekt in in inteligenco in dušo in čiste namene. Dok imate to, vam nihče nič ne more, ker ste najmočnejši pod soncem. A je prav?
In naš namen je, da se v tej vojni postavimo točno na tak način. Ne da smo mi prestrašeni, pa da se ne upamo postaviti zase, pa v bistvu pomoč drugemu so narcisi zmeraj izkoristili. Dajte v prvi vrsti pomagati sebi, dajte sebe zbildati. Jaz sem bil reševalec in prva naloga reševalca je bila, če želiš komu pomagati, najprej zavaruj sebe, da ne bomo imeli po tvoji neumnosti dva za reševati. Tako da v prvi vrsti morate vi sebe zbildati, se zavarovati, ker vi ste pomemben člen te revolucije, evolucije, vzpona, kakorkoli. Ja, da se vrnem, zdaj bom pa mičkam sem si bar ali ne napisal, portali, se pravi vse pride za vas ob pravem času. Vse, kar rabite, vi za življenje, že imate v sebi, neverjetno. Imate in pogum, imate in znanje, modrost, ki prihaja do vas, imate vse možnosti, da se v življenju zgradite, da dosežete nalogo, ki jo je duša šla narediti na zemljo. Nekateri to dušno nalogo naredijo zelo hitro, nekateri pač rabijo več let. Nič ni po naključju, ker za nami stoji kozmični plan, ki deluje z natančnostjo žiletke, kirurškega reza. To, kar je pa delala kabala, to je pa eno blesarjenje, primeš bombo, pa jo vržeš, pol pa budeš ta bude, samo da bo čim večja škoda. Kozmični plan ne dela tako in če ste opazili, je samo Ukrajina dobila malo večjo porcijo, zaradi tega, ker je tam porcija res bila halo. Tudi Ukrajina je pobijala svoje ujetnike, ne vem, če ste ujeli, ruski vojaki Rusija je menjala ukrajinske ujetnike za ruske ujetnike, s tem, da so bili ti ukrajinski ujetniki, ki so bili zajeti v Rusiji, vrnjeni Ukrajini, zdravi, imeli so vso in prehrano in oskrbo, dočim ruske ujetnike, ki so jih dobili v Ukrajini, so v Rusijo vrnili brez udov, brez spolnih udov, razturene. Skratka, to, kar je bilo v Ukrajini, je totalni narcizem in nacizem. In to je Putin spucal, ker se zdaj ljudje pregovarjajo, je Putin grd ali ni. Putin je bil njihov, vendar ta Putin, ki je implementiran, tako kot Biden ni Biden, ampak je igralec, je Putin tak, ki zdaj kontrolira stvari, čist naš. In on pomaga kozmičnemu planu s svojo suverenostjo, integriteto in močjo skiniti to zverinjat, to reptilskost tistega 13. mesta v Atlantidi ali Lemuri ali kakorkoli, da ne bom se jaz čist pretirano fakte grabu, upam, da pa razumete, da morate svojega otroka vzdrževati. Z bojevniškim duhom, naloga 6000 let, odkar so nam Atlantido spalili, je bilo, da duša se postavi v bojevnika. To je to, najbolj simpel obrazložitev, kaj se gre. No, in če hočete, da se vaše življenje postavi na stvari, se mu morate prepustiti. Če vas nekam odpelje, je kar prav, da vas odpelje. Ne smete pa pustiti, da vas narcis zapelje in zavede. Tako da tanka je meja med tem, kaj morate, pa kaj ne smete. Torej, treba biti pozornost. Kolikrat sem rekel beseda awareness, jaz bolj ne morem biti nazoren. To morate sami tudi dati v svoj life. Čim vi rečete, ja pa ne morem, ker bo ni služba, majster moj, popet pa v službo, sem pojme ne sprašuj, zakaj ti ne rata najti svojega biti, svoje sredine in zakaj nisi najdu tistega, kaj te čaka. Načeloma, vse, kar rabite, ste prinesli sabo in druga stvar, vse, kar je vaše, je že tukaj in vas čaka in morate iti poiskati. Kam? Ne vem, tako kot gobe. Kar iščeš. Kje? Ja, tam, kaj je the best zate. Jaz vam bom to zgodbo enkrat mičkeno širše orisal pa opisal, zdaj jo bom pustil v ozadju zaradi tega, ker jo moram, zaradi svoje, pa ne varnosti, ne gre za varnost, ampak zaradi tega, da lahko izpolnim ideje pa plane, ki sem si jih nastavil, pa da ne bom imel težav z motilci, ki me probajo motiti na 1001 način, pa defokusirati. Zdaj, ko sem se izpostavil, imam sploh milijardo nekih motilnikov,
ki so mene nepotrebni, z ljudmi, ki se ne poznam, so pripravljeni mi povedati, kaj vse se moram jaz še naučiti. Jaz sploh ne razumem, zakaj moram toliko enih materialov dobivati. Prav, se bom začel vračati, pa bom vsakmu poslal še videe moje nazaj, da se bomo razumeli, v čem je catch. Pa še enkrat, vsem vse dobro, pa vse imam rad, ampak vseeno, jaz imam en krog ljudi, seveda želim jih spoznavati in vas spoznavam. Sam vas spoznavam tudi tako, kot vi ne bi želeli, da vas poznam. Spoznam pa nekatere, ki ste top of the top and that's it. Zato bomo pa imeli piknik, da bomo se spoznali, da bomo videli, ali je tisto, kar pišete, pa kar jaz blebečem, če ste taki v realnosti, a sem jaz tudi sem po televiziji tak, pa sem pa ena svina tam zadnji, koga v kurac pošljem, ker ga moram, a ne. Seveda, zdaj pa nisi realen pred kamero, si čist drugačen kot v realnosti. A ja, vse ti zdi. Moja načela so jasna. Nimam nobene agende, ker če imel agendo, ne bi mogel iz glave vam govoriti. Za začetek. Pa imamo še dalje. Ok. Se mora zapostaviti, tako zoperstaviti, to smo že povedali. Vse, kar iščete, vas že čaka in mene je dočakalo. In vam povem, da jaz sem portal svoj najdu vsaj za neko obdobje. Mogoče za zmeri, mogoče pa ne za zmeri, ampak za neko obdobje jaz vem, da sem na svojem portalu, ki sem ga iskal, najverjetneje več kot 30 let ali pa več kot 20 let. Ja, tako vam povem, ampak life me je vozil, tako da sem pa spoznal, pa se naučil vse, kar sem se rabil naučiti, zato da sem zdaj lahko vam na uslugo. Jaz vse to, kar delam za vas. In krasne stvari so že v delu, da ne boste mislili, kaj bo lepo. Čakaj, ni logične razlage za to. Ko veš, kaj imaš rad, se boš tudi ustavil. Boh ve, kaj sem si hotel s tem zapisati, ne? Ni logične razlage. Čakaj. Tako je. Delaj korake, delaj premike in išči svoje stvari, ki jih imaš rad. To moraš iskati. To ne bo padlo iz neba nate. No way. In ko naenkrat najdeš ta pravo stvar, naenkrat najdeš na največjega jurčka svojo trofejo, ali pa ujameš največjo ribo, svojo trofejo, ali pa najdeš svoj košček zemlje, ki je tvoj raj. Je že. Vi svojega raja ne rabite narediti. On je že. To se nisem jaz zmislil. Jaz sam potrjujem, ker sem tukaj. In zdaj. V tem raju. A je prav? Kako bi vam ga privoščil vsem? Sem se ne prepustite. Če se ne prepustite, ne gre. Ker vi logično iščete, kje je zdaj. Aha, če bom šel pa kje, pa rabim toliko benzina, pa še nimam vinjete, pa ne morem iti. Stari moj, če ti veš, da imaš rad Štajersko, pa pet na Štajersko. Če ti veš, da imaš rad hribe, pet proti hribom. Če bi ti rad tam imel hišo, pol pet pizda iskat hišo proti Kranjski gori. Kranjska gora je še najbolj butasta. Ampak če imaš ti v spominu, da ste v otroštvu hodili nekam, kaj je bil tam, fotor te pelil nekam, tam probi razmisliti, če si še kdaj bil blizu te lokacije. Če imaš rad morje, pet proti morju pogledati, jaz ne vem. Spomnite se malo v otroštvu, jaz vam bom razložil to še bolj natančno, ampak vam zdaj ne bom. Ne bom zaradi... Vse sem že omenil. Ok. Pa pejmo mi na situacijo. Vlade razpadajo, naše medicinske sestre so pa bile tako zaposlene s covidom, se spomnite, da so uspele one naštudirati ples. Kakšen ples so to plesale? Ples sreče, ples zadovoljstva. Ples veselja. So iskale, kako bodo našle, kako bodo pacientom dale zdravilo, da bodo oni zdravi. Kakšen ples je to bil? Nimate odgovora? Ga imam pa jaz. Mrtvaški ples so plesale. Koliko smo jih ubili? Mrtvaški ples, poznate to sliko? Kje pa je narisana ta slika? Jaz bom zdajle butnil iz glave. Ne vem. Če bom rekel v Kobaridu, me bo nekdo rekel, ti nisi izobražen, to je ne vem kaj. Ne vem, ampak vem pa, da slika mrtvaški ples obstaja in me je spominil ta ples na ples medicinskih sester, ki so tako veselo plesale.
Torej je nekdo že davno nazaj vedel, da se bo plesalo smrtni ples. Ja? Interpretirali so ga sicer drugače, vendar kozmični, kvantni plan je že davno narejen v točno določene stvari. V Desiderata pravi, vse se dogaja točno tako, kot bi se moralo. A ne? In se. In temu zaupajte, ne glede na to, kaj slišite iz medijev. Vi hočete potrditi, da ko berete neko stvar, rečete, da, aha, to pa drži, ja, to je pa res. To je tista prava informacija, ne glede na to, a je Vir, Delo, Dnevnik, Slovenske presice, Novice ali ne vem kaj. Ne. Dajte vi sebe poslušati, tukaj not je del vašega. Tukaj je kozmični plan, katerega del ste vi in ga vidite skozi svoje oči, skozi svoje izkušnje, skozi svoje radosti, skozi svoje veselje in skozi svojo kreativnost. Ne? Ni ideja, da ležite na tleh in gledate oblačke cel life, je prav, da to delate, kadar se iščete, jaz tudi to rad, ampak kadar pa primem stvari, pa jih kreativno naredim, v kratkem času kar nekaj stvari lahko naredim, ker imam atomsko energijo in z njo operiram zelo hitro in sem sposoben mnogo stvari. Ampak po naravi sem 14-letni otrok, len pes. Ja. Ampak ta čas, ko ležim, pa glava pa nič ne trpi, če razmišljam, kako bom to naredil, delo opravil po liniji najmanjšega odpora. Sej smo pa elektrika, pa upornost, pa odpornost, pa mrmrate itak tudi nič ne, sej nič hudega. No in ta ples teh medicinskih sester je mrtvaški ples in mrtvaški ples so nam plesali na olimpijskih igrah, mislim, da je bilo v Barceloni 92, kjer so bile te bolniške, mogoče na YouTube lahko pobrskate od olimpijske igre, Barcelona 92, opening. Pa mislim, da je bilo še nekje, mislim, da je bil tudi Albertville, 91. zimske olimpijske igre, isto intro, tak, kjer so nam pokazali ta mrtvaški ples, kako nas bodo pobili. Trevi so koncert, ki je bila satanistični ritual, kjer jih je obiskovalce dušilo, padali so po tleh, ne vem, 6 jih je umrlo, noben ni trzno, 6 ali 9, je skratka grozno. Tudi otvoritveni ceremonial, ta elita satanistična ima strašno rade ceremonije, on pravi, so ceremonije potrebne samo njim, meni kekec ni nobene ceremonije gonil, jaz tudi ne, tako da. Skratka, otvoritev Cerna, tistega tunela, ta zadnjega, je tudi taka, da debelo gledaš, skratka, podpora pedofilije, homoseksualnosti, skratka, vsega drugega kot moški in ženska in kar je lepo. Mojca pa Kekec sta se imela rada neizmerno, tako Kekec pa Pehta sta se imela neizmerno rada in sta se spoštovala. Vsi so se spoštovali, Rožle je bil pa strahopetec, bil je pezdetec. Se ni bil pokvarjen, ne? Sam, ni pa on dobil izkušnje, lekcije, avanture, ker je bil prestrašen že v štartu in je strahopetno čakal, kdaj se bo Kekec vrnil in povedal prigode. Ne? Ok, odpoved srca je ful nora, nova bolezen, nenadna smrt, ne? Nenadna smrt je, ni stranski efekt cepiv, ne, to ne, ni, 100% ni. Zna pa biti, da če se narcisi, zdaj boste preveč napenjali, ne, pa da ste še cepljeni, pa da se boste napenjali, pa razburjali, rad me vej, ne, zakaj me nimaš rad, ne. Tam vam znam počiti srce in bo naredilo pak in boste padli na tla. A sem prav povedal? Ne vem, zmislil sem se zdajle, glih kar. Ampak ne naprezajte se, sploh če ste cepljeni, ker ne veste, kaj imate v sebi, zaenkrat. Če se počutite slabše kot pred cepljenjem, pol ste dobili fasungo in pejte po naslednjo, še eno, a ne? Ker zdaj že ubogate sistem, čist neverjetno bolano ga zagovarjate, pejte še po enega, da bo ta zagovor še močnejši in da bomo mi jasno videli, kam pašete. Ne, ker zdaj tu se pa ne da več pogovarjati s cepljenimi nikakor, ne, ker ne gre. Kako sem s cepljenim zmenil? On je prepričan, da je prav naredil. Saj pa so rekli po televiziji, da je prav, da se je pičnil v betino, ali v ramo. Ne. In on je the best, ker ne bom. Na današnji dan, 8.8. je odstopil Nixon.
prvi predsednik, ki je odstopil v aferi, veste kateri, zaradi afere, veste katere? Watergate. A poznate afero Pizzagate? A poznate afero Obamagate? MK Ultra, to ni nič, ne poznate. Tisti, ki poznate, je že prav, da poznate. No, Watergate, jaz iskreno nisem se poglobil, pa se bom, ampak se je dost. Watch the water. In skoraj bi dal, jaz ne da bi dal roko v ogenj, ampak bi se pa že skoraj upal napovedovati, da so štete ure tudi Bidenu, ko on mora tudi odstopati, vsaj tudi uradno, da bodo ti narcisi dobili svoje vere uradne, končno, da je Biden odstopil. Ja je, prav Biden je že davno, so ga že požrli črvi, ga že sam še v kosti je, toliko časa je že odkar ga ni, tako da ne se obremenjevati s tem. Ne se obremenjevati vi s tem zunanjim svetom sploh. Pravzaprav vidim, nekateri se še vedno bunite, kva vam je ljudje, zakaj se ne zbudite, vi ste neumni. Ne to delati, stari, pej ti ven se kopati. Pa ti raj ljudem povej, da je svet lep. In svet je prečudovit, če ga vidiš tako. Moraš dati druga očala, fokus moš nastaviti, ne. To vas je treba naučiti. Ne, da ste bedasti. Ste, ja, ampak dobro, nič ne nuca, če rečeš pijancu, da je pijan, se ne bo strezno, ne, v tem kontekstu. Bosa noga, voda, zrak, sonce, konzumirajte. Nehajte konzumirati praške, kreme, žajfe, šampone, sončne očala, avtane in ne vem kaj še vse. Več peš, manj kolo, skiro, avto in pa ostale stvari. Pejte na eni postaji prej dol. Če bo slučajno padal dež, čeprav slabo kaže, dejte to marelo zaprt, pa bodite mokri, pa da vidite, kakva je to scena. Eni ljudje čutijo dež, drugi so pa samo mokri. Mislim, da je to Charlie Chaplin rekel. Pa tudi, če ni bil on, je vseeno, prav je imel. Gej, Turšič, kaj imaš ver? Takem si ga. Jaz sem ver, zdaj sem pa jaz ver, ker sem izveril. Iz vera sem popil, zdaj sem pa izveril. To je spomin iz verske vode vtisnen v eter, ravno kar. Dajte se prepustiti življenju, dajte poiskati malo po sebi, kaj imate radi in kaj vlagate svoj čas in energijo in našli boste. Zihar, če ne boste iskali, ne boste našli. Ja? Ljubljeni ste. Ampak najprej morate sebe tudi vi sprejeti, da ste ljubljeni od samega sebe. Ne morate biti vi ljubljeni od 1000 ali pa od milijarde, vi se pa ne marate. Mislim, nič ne nuca, če vas imamo vsi radi, vi pa sebe ne. Ja? Grlena čakra je ena stvar, na kateri treba delati, da si jo odprete. Jaz sem si jo že, zato ker mene ni zaustavil drugačne. Grlena čakra, zakaj? Ona je bila namensko utišana, da ne bi kdo kaj spregovoril. In ona je najbolj zavrta, tako jaz razumem. Ona je povezava med glavo in srcem, je izhod ven. Dajte marmarati, dajte pet, dajte žvižgati. A narobe žvižgate? Ne, dokler iz srca pojete in žvižgate, ne more biti narobe. Pa ne velja to sem za žvižganje, ampak za vse stvari na svetu. Če kuhate pasulj ali pa pečete potico, če pečete srcem, ne more biti narobe. Mogoče, če boste prvič oziroma drugič pekli, bo še kaj narobe, ampak te 17. bo pa zihar v redu. Če boste delali pa po receptu vrhunskem, pa boste še zraven, parke Madonna, zdaj še to potico mesut, ne. Džabe to, stari. Boždi pustiš, ker ne bo dobra. Zagotovo ne. Lahko tudi probate, če ne verjamete. Lahko probate tudi kozarcu vode reči, goni se v 3 pm, poga pa spiješ, tako da to je isto, kot da bi spil strup. Lahko pa rečeš voda, hvala ti, čudovita si, rad te imam in nujno te rabim. In jo spiješ. Vi mislite, da je to po župi preplavana stvar. Ja, no pa davke plačajte, ker so bolj realni. Dosti je. Banda, uživajte, zabavite se, ljubljeni ste, pa se vidimo, slišimo, smo na vezi. Pa živite vmes. Prav? Ajde, čao!